En lep pozdrav, Aleksandar Šinego je tukaj. In za vas imam eno zanimivo vprašanje. Vprašanje, ki veliko krat včasih ljudje pozabljajo na njega. To je to, dajte si predstavljati, da se vam zgodi, da vas nekdo pokliče. Ker to se je zgodilo eni mami zdaj, ko sem bil v Ameriki, da je dobila en klic. In to je klic seveda, ki si ga ne želi. Ki si ga noben starš ne želi. In zgodba je dosti enostavna. Njen sin je bil v srednji šoli na koncu letnika. Imel je v bistvu še 3 dni še do konca, da uspešno zaključi maturira. In v njegovi srednji šoli, ko so bili žrtev napada, 2 oborožena moška sta prišla, so 3 fantje razorožili tega napadalca in pri tem bili ranjeni in ta njen sin je bil smrtno ranjen. To pomeni, da nikoli več ne bo videla in na pogrebu so vsi palni mamo in čestitali in rekli, vaš sin je junak, vaš sin je junak. In eno vprašanje, ki ga je ona imela, je to, da jaz si ne želim, da moj sin bi bil junak, jaz si želim, da bi zbežal, da bi tekel, da bi šel stran. Vendar v tistem trenutku je njen sin čutil klic, da pomaga ljudem, klic, da naredi nekaj dobrega, klic, da bo v resnici nekomu lahko nekaj rešil. In verjetno je ravnal instinktivno in ni toliko mislil na sebe in je bolj mislil na nekoga drugega. In ta zgodba, o kateri danes govorim, se me je zelo dotaknila, kajti pred kratkim sem bil v ZDA, kjer sem se srečal z res zanimivimi ljudmi in ena izmed njih je bila predavateljica, ki hodi po šolah in mladim pomaga, da spremenijo svoje razmišljanje. V ZDA v povprečju vsak dan 20 najstnikov otrok naredi samomor. Ta statistika je presunljiva. To pomeni, danes v tem trenutku 20 otrok praktično ne živi več. Zakaj? Ker zgubijo upanje za življenje, ker zgubijo željo po temu, ne vidijo nekega smisla, ne vidijo neke želje in tako dalje. In vse, kar bi v tistem trenutku potrebovali, pa vse, kar bi v tistem trenutku jim koristilo, je to, da bi nekdo rekel, da se da bi nekdo verjel v njih, da bi nekdo jim dal nekaj upanja, da bi nekdo jim pokazal, da se nekaj da. In zaradi tega vas jaz vabim, da pomislite na to, kako lahko nekomu, ki ga imate radi, kako lahko nekomu, ki bi mu radi dali neko upanje, neko misel, danes izrečete kakšno pohvalo, kakšno lepo željo, kakšno lepo misel in poveste ljudem, ki jih imate v sebi, da jih imate radi, da boste v njih, da karkoli se bo zgodilo, da boste dalo i čez. Kajti včasih je ena misel dovolj, en stavek dovolj, da boste nekomu pomagali spremeniti življenje. In naša želja je bila ta, da pomagamo otrokom, ki si ne morejo pomagati, ki nimajo te možnosti, ki se drugače ne morejo izobraževati in zaradi tega imamo v ponedeljek dobrodelni dogodek, kjer smo v resnici povabili različne strokovnjake, coache, mentorje, predavatelje in zraven bo tudi ena izmed mojih mentoric, mojstrica, master trenerka, Violina Širajši iz Japonske, ki bo prišla in bo z nami. Dogodek je povsem brezplačen, edina stvar, kar je potrebno, da donirate. In to lahko donirate tako, da donirate $40, kar je približno nekaj manj kot 36 evrov. Tisti, ki bi radi šli z mano in z Violino skupaj na kosilo in potem preživeli nekaj individualnega mentorstva, mentoriranja, je ta donacija nekoliko večja, $400 in iščemo še seveda generalnega donatorja, ki bi dal $4,000. To pomeni, katerikoli izmed teh zneskov vam je v redu, pridite, tudi če vam je ta znesek $4 prevelik, povejte, jaz bom donirala $20 in se nam pridružite, kajti včasih dobite kakšen klic, ki si ga ne želite in ko se ne odzovete na nek klic, to se dogajalo, sem večkrat dobil klic, Aleksandar, naredi to, naredi nekaj drugega, naredi nekaj tretjega in ker se nisem odzval, ker se nisem odzival, se mi je potem dogajalo to, kar se mi je dosti dogaja, da so ti klici postali glasni, močnejši in zato vas vabim, da poslušate sebe
In če čutite nek klic, da se nam pridružite, pridite, donirajte $40, pomagajte meni, pomagajte otrokom, ki jim zdaj dajemo upanje. Tudi zaradi tega, da bojo videli neko svetlo prihodnost. Ta denar gre direktno v Kenijo, je namenjen žrtvam dosti težke situacije, ko so v enem spopadu borbi, ki je vsa bila pojena s tem, da se je cel kup družin moralo preseliti po tistem napadu proč, so izgubili premoženje, so hiše, stanovanja, vse, kar so imeli za sabo in so prišli živeti v divjino praktično, kjer se njihovi otroci morajo izobraževati. Nimajo dostopa do šole in zdaj si vi sam predstavljate nekoga, kako bo v tem času, ko je vse digitalno, ko je vse na spletu, nekdo prosperiral in brez tega ne bo mogoče, ne bomo mogli premakniti sveta, če ne bomo pomagali ljudem. Tako da jaz vas res vabim, v ponedeljek 27. maja boste spoznali 17 odličnih predavateljev plus moja malenkost, kjer bomo skupaj vsak po svoj način delili neke skrivnosti uspeha, neke skrivnosti preboja, neke skrivnosti zdravja, neke skrivnosti finančnega uspeha in tako naprej. In tam bo seveda poleg teh 17 predavateljev cel kup udeležencev, ki boste tudi lahko med sabo spoznali. To bo en tak res družaben, zanimiv, energijsko nabit popoldan od 16. do 21. ure. Tisti, ki bi mogoče se radi dobili z Jurino še prav osebno, 1 na 1, oziroma šli z mano in z Jurino skupaj na kosilo in seveda lahko donirate $400, da se vabim, to je €350, oziroma €358, da z vami, da to naredite, vsa denar gre direktno v dobrodelne namene, v pomoč tem otrokom, tako da vas vabim, da se nam tukaj pridružite. Zakaj vam to zgodbo razlagam? Zato, ker prej sem že omenil to, da vsak dan 20 otrok v ZDA, to pomeni nekje 5000 otrok, še malo več na leto, se odloči, da naredi samomor in v povprečju. In naša naloga je ta, da ne samo v ZDA, v Sloveniji, po vsem svetu dajemo najbolj pomembni in dosti kritični in ranljivi populaciji, to so otroci, neko upanje, nek žarek upanja. In ko sam pomislim na najbolj težka obdobja v mojem otroštvu in mladosti, vem, da so mi takrat različne knjige, različni mentori, avtorji pomagali, da sem vzel knjigo, da sem prebral neko spodbudno misel in potem lažje šel skozi neko obdobje življenja, ker drugače ne bi mogel iti tako lahko. In jaz bi rad, da mi vi skupaj z mano pomagate narediti en žarek upanja v otrokom v Keniji. In jaz verjamem, da mogoče to ni lahko vaš namen, da vi donirate v druge namene, vi lahko donirate za nekoga drugega, ki je bolj pomemben. In v zameno za to, da boste donirali, boste dobili v resnici eno celo popoldne nabito z odličnimi predavatelji, z odlično udeležbo, ki bo v resnici cel kup predavateljev, 17 skupaj za mojo mentorico Irino Širajši iz Japonske, in to je res velika čast in priložnost, da jo slišite, vidite v živo. Jaz se vabim, da pridete, da donirate, če lahko donirate $40, super, če lahko 100, super, če lahko 200, super, karkoli lahko donirate, mi smo iskreno hvaležni že zdaj vnaprej v imenu teh otrok in manjka nam še nekaj manj, zdaj so že nekaj donacij, smo že dobili, tako da se zahvaljujem vsakemu izmed vas. Manjka nam še nekaj manj kot $5000, to pomeni, ko bomo zbrali še $5000, pa malo manj, 1800, nekaj takega, bomo v resnici imeli slovenski razred v eni izmed šol in jaz bom seveda ponosen na vsakega izmed vas, ki nam je tukaj pomagal pri tem projektu in seveda se vam zahvaljujem, vidimo se 27. maja, odkrat bodite fajn, bodite v cvetju. In moja zadnja misel je ta misel, ki sem jo dobil v tem nagovoru. Zdaj sem v Ameriki, sem res poznal različne ljudi in moram reči, da sem kar parkrat bil v solzah, ko sem poslušal pretresljive zgodbe. In ena izmed predavateljic je ena gospa, ki sem tudi že povabil v Slovenijo, se ukvarja z zaporniki in mi je rekla, da
ker ona hodi po zaporih in tudi išče prostovoljce, če koga zanima, da je bil prostovoljci in pomagal zapornikom, je nekaj, da vidi zgodbe pretresljive, ko so ljudje 15-20 let v samici, to pomeni, da ne vidijo neživega bitja človeka in trpijo. In ena zgodba, ki me je blazno pretresla, je bila o eni mladi punci, ki je stara zdaj 25 let in je že 12 let v zaporu, to pomeni 13 leta v zaporu zaprta, in takrat je bilo to, ker jo je očim zlorabljal in mama to dovoljevala, je v nekem takem napadu, ko je hotel zlorabiti, do smrti zabodla isto svojo mamo, ker ni mogla verjeti, kaj se je dogajalo, in stara 13 let končala v zaporu, to je v Ameriki sicer možno, in pri 25 ve, zdaj stara 25 let, ve, da nima možnosti, da bi kadarkoli prišel na svobodo. To pomeni, njeno življenje se je zaključilo pri 13 letih, kar pomeni, da bo vse življenje do konca življenja preživela v zaporu. In ena izmed stvari, kar ona pravi, je, da ti ljudje si zaslužijo drugo možnost in zaradi tega se učijo in imajo akademijo in izobražuje te ljudi, ki so v zaporih, ker druge možnosti nimajo. In moja želja, zakaj vam to razlagam, je ta, da pomislite na otroke, ki danes živijo po tem planetu, na tem svetu, ki nimajo možnosti. Ker niti ne, da nimajo druge, niti prve nimajo. Ker se ne morejo izobraževati, se ne morejo učiti, ne morejo dobiti znanja, ne morejo dobiti vseh teh priložnosti in možnosti, ki so nam samoumevne. In potem doskrat se nam zgodi, in tudi doskrat tudi rečejo, ko vidijo razne prodajalce iz Afrike, ki prodajajo vse te razne očala, pa ne vem, neke izdelke, pa so sitni, pa ne vem, ker sem bil v Italiji pred kratkim, da tam pucajo šipe, tudi če nočete, da vam pucajo šipo. Ti ljudje bi raje živeli doma. Ti ljudje bi imeli raje znanje, priložnost, blagostanje v svojem rodnem kraju. Ker ga nimajo, prihajajo sem na ta kraj, na ta konc. In najboljši način, da mi pomagamo ljudem, je ta, da jim damo ne ribo, temveč priložnost, da si ribo sami lovijo. In če bi radi dali priložnost nekomu, da si lovi sami ribo, je to priložnost, ki jo zdaj imate na voljo. Donirate lahko ta znesek, tudi če ne boste prišli in mi vam bomo dali posnetek. Zdaj se celo dogovarjamo, da bomo imeli celo možno live streaming. To pomeni, vi donirate teh $40, rečete, Aleksandar, ne morem priti, sem vsem donirala, a lahko dobim posnetek in boste dobili dostop do posnetka, ali pa donirate $40 in boste videli live streaming, to pomeni, da boste v živo tam kaj komentirali, kakšno stvar vprašali in mi bomo pol ta vprašanja dali predavateljem in se vam tudi oglasili nazaj. To pomeni, tukaj v resnici ni izgovor, da ne morete, ni izgovor, da nimate časa, ni izgovor, da ste nekje na potovanju, pomagajte in dobite v zameno fantastično znanje, fantastične nasvete, recepte in seveda ta klic, ki zdaj prihaja in mogoče se ga ne želite dobiti. Vzemite k srcu, zakaj? Kajti nekoč boste mogoče bili v situaciji, ko boste si želeli, da se vas nekdo usmili, da vas nekdo usliši, da vam nekdo pomaga in vsako dobro delo, jaz vam garantiram, vam povem, ostane nekoč povrnjeno. In tudi to dobro delo, ko boste nam pomagali, naj se vam povrne. In zato vas vabim, da nam pomagate. Link je mastermindacademia.com, pošiljnica skrivnost, pomišljaj uspeha, pomišljaj dobrodelni multi-speaker event. Poglejte na stran mastermindacademia.com, kako pride do tega linka, kjer boste videli, kjer se lahko prijavite, kjer imate ure, kjer imate vse predavatelje in seveda vidimo se v ponedeljek 27. maja na tem neverjetnem, fantastičnem, posebnem dogodku. Hvala lepa, ker ste bili z mano in vam želim, da vam bo ta vaš dar, ki ga donirate, povrnjen, poplačen in seveda čim prej se prijavite. Hvala lepa in imejte se lepo.